Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Dobrodošli, kolegi in kolegice, kolegi snemalci. Danes je to tudi vaš delovni dan. Moto UNESCO ob letošnjem svetovnem dnevu svobode medijev, ki ga zaznamujemo danes, je oblikovanje prihodnosti pravic, svoboda izražanja kot gonilo vseh človekovih pravic. Mediji in novinarji igramo pomembno vlogo pri promociji demokracije in človekovih pravic. Novinarji in novinarke ter ostali medijski delavci se soočamo pri svojem delu številnimi izzivi. Najhujše grožnje neodvisnemu novinarstvu in medijski svobodi predstavljajo cenzura, digitalno nadlegovanje in nasilje, ustrahovanja in celo fizično nasilje. Vse to zaposleni in zaposlena na RTV-ju ter tudi ostali novinarji in novinarke med opravljanjem svojega dela doživljamo dnevno. Razmere v edinem javnem mediju v državi so kritični že nekaj časa. To vemo že vsi. Kadrovsko in finančno izčrpavanje, kaznovanje z disciplinskimi postopki in opozorili pred odpovedjo delovnega razmerja, nazadovanja namesto napredovanj, cenzura, politična propaganda, poskusi utišanja, dezinformacije so nevarno postali del uničevalskega pohoda vodstva RTV-ja na javni mediji. Stanje medijev v državi, še posebej javnega, odraža raven demokratičnosti družbe in raven temeljnih svoboščin, tudi politične in družbene kulture. Člani in članice novinarskih sindikatov RTV-ja smo pred letom dni večinsko izglasovali stavko. Torej, odločili smo se za skrajni ukrep, da obranimo novinarsko in uredniško avtonomijo, profesionalno in etično delo, dostojne delovne pogoje in depolitizacijo javnega medija. Stavka novinarskih sindikatov še traja in kot kaže, je še nekaj časa ne bo konec. Stavka je postala gibanje. Postala je družbeno-slovensko gibanje za ohranitev javne televizije, ki se mu je pridružila tudi javnost. To je tudi eden od unikumov v Evropi, zato si lahko vsi skupaj čestitamo. To je naš skupen uspeh. Nenazadnje so to volivci potrdili večinsko tudi lani novembra na referendumu. In danes tu znova stojimo skupaj, zavezani javnosti in profesionalizmu. Poleg predstavnikov RTV-ja so z nami danes tukaj tudi predstavniki ostalih novinarskih združenj. Prvemu pa dajem besedo predstavniku novinarske prihodnosti, našim upom, predsedniku Društva študentov novinarstva FACE, Martin Poljšak. Izvoli. Hvala lepa. Drage novinarki in novinarji Radiotelevizije Slovenija, spoštovana publika, prav lepo vas pozdravljam v imenu Društva študentov novinarstva FACE, ki deluje na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Društvo študentov novinarstva, ki pod budnim očesom visoko usposobljenih profesorjev usvajajo veščine kritičnega, po potrebi ostrega, a hkrati etičnega novinarstva. Predvsem pa svobodnega novinarstva, ki ne pristaja na politične ali druge pritiske. Novinarstva, ki mora biti v primeru javne radiotelevizije edino le v službi javnosti in nikogar, ponavljam, nikogar drugega, ne kapitala, ne politike. Pri društvu FACE od samega začetka pozorno spremljamo dogajanje na naši javni radioteleviziji in smo od vsega začetka na strani kolektiva novinarjev, ki so dvignili glas in se postavili za svoje pravice. Le kako jih ne bi podprli? V naših vrstah je veliko takih, ki bodo, upam, nekega dne delali v tej hiši. Prav tako upam, da bodo delali na radioteleviziji, ki bo izključno le javni medij, ne pa gospodarski ali še huje politični. Strankarskih trobil imamo na pretek, ne potrebujemo še enega. Današnji dan svobode medijev nas opominja na potrebo po kvalitetnem, verodostojnem in kritičnem novinarstvu. Novinarstvu, ki se ne bo podrejalo navodilom od zgoraj, ki se bo na dogajanje v družbi odzivalo brez strahu pred pritiski, verbalnimi ali fizičnimi napadi in drugimi grožnjami. Drage RTV-jevke, dragi RTV-jevci, kot predsednik Društva študentov novinarstva FACE vam zagotavljam,
da bomo študentje naredili vse, kar je v naših močeh, da bomo gojili kritično, ostro, a hkrati korektno in verodostojno novinarstvo. Zato smo se sploh upisali na študij novinarstva, ker nam ni vseeno. Prav tako nam ni vseeno glede katastrofalnih razmer, ki vladajo v vaši hiši, ki je hkrati hiša nas vseh. Bili smo z vami in še bomo z vami. Vsak dan, posebej pa danes. Hvala. Hvala, kolega Polšak. Skupaj smo pred 2 leti bili tudi boj za obstanek Slovenske tiskovne agencije. Slovenska tiskovna agencija s pomočjo donacij, javnosti, državljanov in državljank še živi in obstaja. Dajem besedo Gorazdu Jukoviču, predstavniku aktiva novinarjev Slovenske tiskovne agencije. Spoštovani novinarski kolegi in vsi podporniki neodvisnega novinarstva. Pozdravljeni tudi v imenu uredniškega kolegija STA, da bomo točni. Pred 2 letoma na ta dan se je javnost aktivirala za reševanje STA, ki je tedanja vlada ustavila financiranje. To je bilo po več kot 300 dneh spet vzpostavljeno, a rane, ki jih je povzročil ta neupravičen poseg v našo avtonomijo, bomo celili še precej časa. Kodirati je lahko, graditi težje. Vedno znova ugotavljamo, da ko nekdo premakne okvirje spodobnosti, meje med tem, kar je prav, in proti tistemu, kar ni, jih nihče več ne postavi povsem nazaj. Tudi zato je treba ščititi meje novinarske profesionalnosti sproti in vztrajno. Vsak zase, svojo integriteto in etično držo in skupaj s solidarnostjo in podporo. Tudi zato danes vsi skupaj stojimo pred javno RTV, ki že predolgo bije boj za profesionalno novinarstvo. Pa čeprav je ključno podporo v tem boju izrekla javnost. Ta je tista, za katero delamo, in ta je tista, za katero se je vredno boriti. Akutne težave STA so trenutno rešene. Na sistemske rešitve, ki bi zavedno zavarovale našo avtonomijo, še čakamo. Čas je, da se takoj vzpostavijo tudi pogoji za profesionalno delo na RTV, ker si javnost to želi in zasluži. In ker pravi novinarji drugače ne znamo in nočemo delati. Ob dnevu svobode medijev zato vsem novinarjem, fotoreporterjem oziroma fotografom, snemalcem in drugim, ki dnevno ustvarjamo kakovostne novinarske vsebine v interesu javnosti, želimo vztrajnosti in poguma, a tudi miru. Srečno!